Gospa Maja Makovec Brenčič, letos smo spreminjali zakon o tujcih. Dvignil je veliko prahu, tudi v koaliciji so bila različna mnenja. Zanima me, kakšno stališče ste vi zastopali pri tem zakonu, kakšen je vaš odnos do migrantov? Če me vprašate kot članico vlade, potem sem glasovala za. Če me vprašate kot kandidatko za predsednico države, ravno zato predlagam ustavni veto predsednice. Gospa Maja Makovec Brenčič, kaj ste in kaj boste naredili, da bodo znanstveni instituti delali raziskave v korist slovenskega gospodarstva in kulture? In ter kaj ste in boste naredili, da bodo slovenski diplomati imeli takšne diplome, da bodo dobili ustrezne zaposlitve doma? V dosedanjih vlogah močno podpiram vse to, kar nam sokandidat sprašuje. In tudi kot predsednica države predlagam, da vse bolj povezujemo vseživljenjsko učenje, izobraževanje in gospodarstvo in strateški svet predsednice Republike Slovenije, zato da odstiramo teme, ki bodo Slovenijo še bolj samozavestno podale na pot rasti in razvoja. Gospa Makovec Brenčič, po zmagi košarkarske reprezentance na Evropskem prvenstvu ste objavili veselo novico, da dobijo 50.000 evrov nagrade. Se vam ta nagrada res zdi primerna? To je samo neka drobna nagrada v zahvalo fantom, da so zmogli ne le povezati Slovenijo, ampak da so vzor vsem nam, tudi politikom. Pa Makovec Brenčič, Slovenija se rada ponaša kot zelena in aktivna destinacija. Ali dojemate hidroenergijo kot zeleno in obnovljivo? Sama sem pristaš ne le zelenega okolja in trajnostnega razvoja, ampak seveda tudi krožnega gospodarstva. Prav v tem tudi vidim povezavo, kako črpamo energijo, kako izkoriščamo vire in kako jih naredimo obnovljive. In njegovo vprašanje je eno od tistih vprašanj, kjer se bo morala tudi država odločiti, kako v svojem energetskem razvoju naprej, kako na to gledati trajnostno. Zato tudi slišim njegove pobude. Maja Makovec Brenčič, s katerimi argumenti bi uvedli volilno pravico pri 16 letih? Mladi so danes pri 16 letih že zelo delujoči del našega prebivalstva. Marsikdo pravzaprav že dela, opravlja študentsko delo, zato tudi plačuje določene prispevke, pristojbine. Zakaj ne bi mladi imeli priložnost, da povedo, kakšno državo si želijo, koga si želijo na ključnih mestih v državi, predvsem pa kakšno prihodnost želijo soustvariti. To naj bo tudi njihova soodgovornost, predvsem pa za nas nek njihov glas, ki ga moramo slišati. Gospa Makovec Brenčič, sodobne tehnologije vplivajo na aspekte našega vsakdanjega življenja in dela. V kakšni meri pa se jih poslužujete vi? Poglejte, sama sem v povezavi s tehnologijo, tako kot večina naših državljank in državljanov vsak dan, govorim predvsem o komunikacijski tehnologiji. Sem pa tudi tista ministrica, ki je predlagala sprejem strategije odprte znanosti. Prav tukaj govorimo o tako odprtih dostopih do vsega, kar smo sofinancirali in tudi javno podprli v državi. Prav tako pa zelo močno širim glas o prosto dostopnih učnih virih. Del tega je odgovor tudi na vprašanje, ki ga nam postavlja gospa